Spoštovani gospod predsednik, gospoda Raškofa, ali se je lačni Franci socializma že najedel gnilega kapitalizma, mi bo zdaj pojasnil Zoran Predin, žijo. Zdravo, Marcel. Bob Dylan je za svojo poezijo dobil Nobelovo nagrado za književnost. Tvoj komentar? Jaz mu to nagrado absolutno privoščim, ker je velik pesnik. Tudi ti si pesnik z velikim opusom, ne? Pa ti je kdaj žal, da si pripravil tisto rusko reko in se v genih naših naselil, ne? Ma, ni mi žal. Včasih imam občutek, da so skozi stoletja ti geni izhlapeli neznano kam. Postali smo gensko spremenjeni organizmi, ki so jih z uspešno manipulacijo pretvorili v neke apatične hibride, ki trzajo le še na popuste in kartice zvestobe, tak. Ok, dobro, ampak kakšna je razlika med delavcem, ki dopolni 40 let delovne dobe, in pa glasbenikom, ki ima za sabo 40 let dolgo kariero, ne? Ma ne vem, delavec, ne, po moje, ki dopolni 40 let delovne dobe, gre avtomatično v penzijo, ne. Zdaj, glasbenik, ki ima za seboj 40 let ustvarjanja in koncertov, pa gre po navadi nazaj na oder, ne. In potem na odru praznuje še 50-letnico, 60-letnico. No, tudi 70-letnice niso nič neobičajnega. Ok, koliko je star Leonard Cohen? 82. Vidiš, 80-letniki na odru, ne? A lahko to postane nov globalni trend? Glede na demografske trende vsekakor. Zadnjič, recimo, sem nekje prebral, da je v Sloveniji 100.000 ljudi starejših od 80 let. Z njim lahko 5-krat napolniš stadion v Soštah, ne? Tu potencial vsekakor je, a se mi zdi, da na to populacijo načeloma nihče več ne računa. Ja, zato ker vsi mislijo, da je to generacija dunajskih valčkov, ne, dejansko pa je to prva rock'n'roll publika, ne. On je bil v zgodnjih 50-ih, Chuck Berryja, Little Richarda, Elvisa in ostale lahko poslušali v živo, če ne bi živeli za železno zaveso, ne. Za železno zaveso stare babe pulijo rdečo peso. Ok, ker so že pri tem pankarti, so 2 let starejši od lačnega Franca, oni imajo naslednje leto 40-letnico, ne. Ja, zdaj prihaja obdobje, ne, ko bodo vsi udarili ven s temi visokimi jubileji. Po eni strani se sliši strašljivo, ne, po drugi pa je fajn, da se spomnimo, da nismo ravno včeraj po župci priplavali, ne. Jaz bi se v tem trenutku težko sprijaznil, da me nek organ po vseh predpisih pošlje v penzijo, ne. Mislim, da bi me pobralo v parih mesecih. Ok, Lovšin hodi v tople kraje, Kreslin na Muro, kam hodi Predin? Na basket menda ne več, ne. Ma, težko se borim proti krivicam, ki jih na igrišču povzročajo delivci pravice, ne. Zdaj, z Olimpijo sem prekinil pogodbo, tako da zdaj kot prosti navijač hodim le še na tekme slovenske reprezentance. Ok, a je Slovenija šla naprej? Je šla, samo da so nas medtem drugi ujeli in žal tudi prehiteli, ne. Zoran Predin, hvala, ker si bil moj gost, mi pa se vidimo naslednji teden na istem kanalu. Žijo. Hvala, stari, thanks. Ajde.